Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Tokratni belokranjski obzornik začenjamo v Semiču, kjer so praznovali občinski praznik in pripravili tradicionalno praznovanje jeseni. Govorili pa bomo tudi o velikem uspehu Metličana Sama Petjeta, ki je postal evropski prvak v kickboksu. Ostanite z nami. V spomin na dan, ko je bila ustanovljena prva belokranjska četa, 28. oktobra v Semiču praznujejo občinski praznik. Na osrednji slovesnosti so podelili občinska priznanja, 2 diplomi in plaketo. Branka Muc je prejela diplomo za dolgoletno in nesebično delo v krajevni organizaciji Rdečega križa. Vendar, da je nekdo videl, da smo nekaj delamo pri nas, da Rdeči križ vendar obstaja v Semiču in da res se trudimo in se zelo veliko mi pomeni, da vendar neko priznanje smo dobili za to. Kot je poudarila v zahvalnem govoru, diplome ne doživlja kot priznanje njej. Jaz to preživljam kot priznanje za cel odbor, ker jaz sama nisem sicer vodja, bi se reklo, ampak brez mojih odbornic jaz nisem nič. Aktivisti Rdečega križa imajo vedno veliko dela. V zadnjih letih pa je še posebej težko, pravi Muceva. Ja, moram reči, da je vedno več problemov in da dobimo pa zmeraj manj pomoči, to je pa tudi res. Drugo občinsko diplomo so podelili podjetju Izkopi Požek Franci za uspešno širjenje podjetja in ustvarjanje novih delovnih mest. Sem vesel, da so me opazili v občini, da je naše delo priznano. Trudimo se delati za razvoj kraja, za dobro, da se kraj razvije, smo veseli. Veseli smo tudi, da imamo delo v domači občini, da se ne rabimo voziti okrog in iskati po Sloveniji dela, tako da smo ponosni na priznanje. Požek je sicer podjetje ustanovil pred 6 leti. Pa niti najmanj se nisem predstavljal, da bomo v tako kratkem času posodobil vozni park in delovne stroje, zaposlil 8 delavcev. Predvsem pa gre zahvala tukaj družini, ker smo družinsko podjetje. Ekonomsko krizo seveda občutijo tudi v njihovem podjetju, vendar ne jamrajo, pač pa z optimizmom gledajo naprej. Znan rek pravi, ker je volja, tam je pot in mi to pot skozi iščemo. Plaketo občine pa so letos podelili Sonji Škof za dolgoletno delo v Društvu kmečkih žena, pa tudi drugih društvih ter promocijo občine Semič. To priznanje mi pomeni eno veliko zahvalo za ves ta trud. Zdaj šele vidim, da sem opazena in da je bilo nekaj res narejenega, ampak brez mojih žensk sigurno ne. Škofova, ki je že več let predsednica Društva kmečkih žena Semič, je sicer aktivna članica tega dejavnega društva vse od njegovega nastanka. Ja, vsa leta, odkar društvo obstoja v Semiču, 14. decembra bo 23 let, odkar društvo deluje v Semiču. Pa ne le Društvo kmečkih žena, Škofova je aktivna tudi na drugih področjih in drugih društvih, so poudarili na slovesnosti. Ja, ker so se zadeve držale, ker ena druge in časih ni imel kdo, pa so rekli, pa dej še to ti, pa primeš, pa greš, ampak vedno z kakšno ekipo, s kakšno pomočjo. Ideje so, volja je, potem pa gremo skupaj. Z uspehi in minulem letu uresničenimi naložbami se lahko pohvali tudi vodstvo občine Semič. Leto 2014 je bilo zaznamovano kot izredno intenzivno investicijsko leto. Projekti, ki smo jih izvajali, pa so bili pretežno sofinancirani z evropskimi sredstvi in tudi izplen je temu primeren, imamo kaj pokazati. Zadovoljni pa so tudi, pravi županja, ker podjetja v njihovi občini dobro poslujejo in posledično ne beležijo večjih odpuščanj delavcev. Izjemno smo zadovoljni, da ni tega minulega leta zaznamovalo kakšno odpuščanje naših delavcev v naših podjetjih, ampak nasprotno, zaposlovanje, nove zaposlitve, preko 80 novih zaposlitev ravno v industrijski coni, podjetje Kablex Plastik kot bronasta gazela Slovenije oziroma gazela, Dolenjsko-Posavska gazela je zaposlovalo ogromno, ne samo Semičanov, čeprav je teh največ, ampak tudi ostalih Belokranjcev, Metličanov in Črnomaljcev.
Pomembno pa je tudi, da v Iskri, ki sicer nima več sedeža podjetja v Semiču, držijo raven zaposlenih, dodaja županja. Imajo redne plače, imajo tudi dela, tako da lahko smo res izjemno zadovoljni, kajti če ni gospodarstva, če ni prihodkov v tej smeri, potem tudi negospodarstvo ne more trošiti. V občini Semič so se torej z zadovoljstvom ozrli v minulo leto, v katerem je občina prejela tudi priznanje Zlati kamen, ki priča o razvojni prodornosti občine. Kako pa naprej? Bo tudi leto 2015 leto naložb? Nekaj investicij bo gotovo, tudi drugo leto. O drugem si nekako ne uspem oziroma ne bi rada napovedovala, ker resnično smo tudi zelo odvisni od politike države na eni strani, na drugi strani pa tudi od Evrope, od sprejema operativnega programa, ki bo osnova za investicije oziroma za nove javne razpise. Slovesnost ob občinskem prazniku so z besedo, glasbo, pesmijo in plesom oblikovali domači kulturni ustvarjalci vseh starosti in generacij. Rdeča nit prireditve pa je bila letošnja 100-letnica prihoda vlaka v Belo krajino, ki je takrat v te kraje pripeljal razvoj. Tako kot naj bi ga danes tretja razvojna os, je poudarila županja. Še ostajamo v Semiču, ki je bil v minulih mesecih pravo gradbišče. Spomladi so se namreč lotili celovite ureditve njihovega trškega jedra in obnove dela Roške ceste. Naložbi sta končani in Semič je zasijal v novi podobi. Tlakovali in asfaltno preplastili so središče kraja, uredili plato pred cerkvijo ter del trga na njeni severni strani. Poskrbeli so tudi za parkirni režim v trškem jedru, obnovili komunalne vode ter uredili okolico trgov. Izjemno smo zadovoljni in tudi obiskovalci, ki nas obiščajo, to opazijo, so zelo presenečeni nekako nad lepoto našega trga sedaj. Prečudovita zadeva, vse pohvale občini, posebno župani, ki je dala ves trud, vložila v to, da je speljala zadevo do konca. Vsaka čast. Se mi zdi, da se je sredina Semiča kar nekako odprla in osvetlila. En prostor je za srečanja, za tržnico, za prireditve. To je res eno izjemno velikega pomena. Jaz se spominjam, ko se je prvi asfalt polagal v Semiču, to je bilo izredno velik, ne bi rekel, stvar, ne. Zdaj je pa to čist nekaj posebnega. Res, kot da bi neko lekarno prišel, vse urejeno, vse na svoje mesto, skoraj preveč fino za ta kraj, ga pa zasluži. Naložba je vredna dobrih 800 000 evrov. Dobro polovico denarja bosta prispevali Evropska unija in država, preostanek pa občina. Sofinanciranje Evropskega sklada za razvoj podeželja ni bilo tako bogato kot pri Roški cesti, vendar pa smo kljub temu veseli, da smo pridobili ta sredstva, tudi izkoristili sredstva 23. člena zakona o financiranju občin in seveda občina je tudi kar nekaj primaknila iz svojega občinskega proračuna, se tudi nekoliko zadolžila za to, vendar investicija je izpeljana, je pripeljana do konca in gotovo bo vse tegobe bodo pozabljene in uživali bomo v lepoti. Obnovo trškega jedra je spremljalo tudi več nepredvidenih in dodatnih del. Mednje sodi tudi arheološko izkopavanje, predvsem v okolici cerkve. V samem projektu je bil predviden arheološki nadzor, se pravi samo dobesedno nadzor, nikakor pa ne izkopavanja. Vendar pa kasneje se je izkazalo, da imamo kar nekaj še v zemlji in seveda, ko so arheologi odkrili tisto nekaj, potem se je seveda to je brato večji obseg in odkrili so resnično protiturško obzidje, veliko tudi grobov, skeletov, tudi najdb v samih grobovih. Del protiturškega obzidja je poslej možno tudi videti ob pločniku pred cerkvijo oziroma ob Roški cesti, ki so jo v minulih mesecih prav tako celovito obnovili.
od odcepa za kulturni center do odcepa za Spodnje Gorence. Roško cesto v dolžini skoraj 1300 metrov smo popolnoma obnovili, zgornji, spodnji ustroj, oporne, podporne zidove, zgradili tudi pločnik, javno razsvetljavo, se pravi, kar celovito uredili ta del. V delu, ki pa zajema Trško središče, pa smo obnovili še kar nekaj komunalnih vodov. Ta naložba nas je stala kar dobrih 800 tisoč evrov. Smo pa imeli zelo ugodno sofinanciranje, skoraj 80% smo pridobili iz Evrope, iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. Gre torej za dve pomembni pridobitvi Semiča, ki so ju želeli minuli petek slovesno predati namenu. Kot pričajo naši posnetki, jim je ponagajal dež, zato so morali slovesnost prestaviti v kulturni center, kjer pa se je zbralo zelo veliko ljudi, veselih obeh pridobitev. Ti dve naložbi, ki se dejansko tudi stikata v samem trškem jedru, pomenita za Semič veliko pridobitev, saj v prvi vrsti je to atraktivnejši, lepši izgled, bolj privlačen tako za domačine kot tudi za obiskovalce, pa tudi povečana je tako prometna varnost, kot tudi varnost udeležencev v peš ali v prometu. In nenazadnje je to tudi atraktivnost v turističnem smislu in verjamem, da bo poslej Semič tudi bolj zanimiv za naše obiskovalce, ne samo za domačine. To lepo, atraktivno podobo centra Semiča pa kazi fasada na njihovi cerkvi, ki kliče po obnovi. Nedvomno se je sedaj res pokazala v prvo vrsto tudi obnova fasade, obnova cerkve. Vemo, da je dotrajan zvonik in da je tudi potreben obnove. In sedaj to, kar kliče k obnovi, ker je vse tako lepo urejeno, tako da sedaj je to na prvem mestu. Slovesnost ob odprtju prenovljenega trškega jedra in dela Roške ceste so v Semiču združili z otvoritvijo tradicionalne prireditve praznovanja jeseni, ki so jo pripravili že 8. leto zapored. V 3 dneh se je v okviru prireditve zvrstilo več dogodkov. Med drugim so v predverju tamkajšnjega kulturnega centra na ogled postavili kar 11 razstav s skupnim naslovom Dediščina mojega kraja. Pozornost obiskovalcev so še posebej pritegnile maketa nekdanje kočevarske vasi, babičina dota in semiška kuhna. Posebnost semiške kuhne je pri starih običajih je na primer kropec, to je cvrtje s kamilcem in se naredi z tega juha, kjer jo po Beli krajini, ne vem, če jo še kje uporabljajo in delajo. Potem imamo tudi pregreto mleko s škrljupcem, to je domača smetana, v roru ali pa v krušni peči pregreto mleko, to se več danes redko kje dela. Seveda so članice društva na razstavo postavile tudi martinove jedi, cvrtje, kočevarsko potico. Ja, pestro res, tudi od ajdove potice do vseh teh starih značilnih jedi, od enolončnic, prigrizkov in malic in vsega. Lepo in zanimivo razstavo so pripravili tudi člani sadjarskega društva Bela krajina. Glavne so tukaj jabolka, kutina, nešpla, nekaj hrušk. Moram pa omeniti, da smo v letošnjem letu sodelovanju povabili tudi osnovno šolo iz Semiča, tako da je del razstave tudi njihov. Poskušali smo dobiti stare sorte oziroma sorte, ki niso več v slovenskem sadnem izboru. Na terenu smo nekaj našli, vendar se pa večina prinesenih vzorcev izgubila v množici sort, ki so običajne po naši vrtavi. Sicer pa so sadjarji, tako pravijo, zadovoljni z letošnjo letino. Sadjarska letina je dokaj dobra, gledano količinsko, je pa glede na to, da je bilo leto bolj deževno, manj sonca, tudi sladkorjev v sadju predvsem manj, tako da je sadje nekako bolj vodeno. Veliko manj pa so z letošnjo letino zadovoljni čebelarji. Letošnja letina je dosti slabša kot ostale. Da tudi taka je, mora biti.
Tudi take letine so dobre, pač se bo stare zaloge prodajajo, tisti, ko imamo, potem pa malo cena pride do prave cene, potem pa še nekaj stvar je važnega, tisti, ki misli čebelari, da bodo na hitro bogateli, nehajo. Sever, ki je čebelar že 57 let, se spominja, da so že bila tako slaba leta. Slaba leta so bila okoli leta 70, 71, 72, 7 let je bilo zelo slabo, tako da smo nekaj predelali, cirka 7 kil po panju. To je katastrofalno nizko. Nas pa je seveda zanimalo, ali bomo v letošnji zimi lahko kupili med pri semiških čebelarjih. Ga imajo dovolj na zalogi? Še ga je nekaj, je pa ena stvar, problem je v tem, ker prihajajo tele kupci od drugje in so zelo navaljeni na te med, ki je. Pač ne bo ga vseh sort, ker jaz ga normalno imam po 6 sort, vseh sort ni več, je pa še 3-4 sorte so pa še zmeraj, 3-4 vrste. Tudi vina ne bo zmanjkalo, čeprav smo ga pridelali skoraj polovico manj kot prejšnja leta, pravijo semiški vinogradniki, ki so v sklopu praznovanja jeseni pripravili slovesno podelitev priznanj za mlada vina, ki so jih v Semič na prvo ocenjevanje prinesli ne le semiški vinogradniki. Dol, 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 sladko vince semiško, dol, 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 sladko vince semiško. Letošnji vinski letnik je rasel v zelo posebnih pogojih, ki jih zadnja leta nismo imeli, je na slovesnosti poudarila semiška županja. Torej, letošnji pridelek je nekoliko slabši kot prejšnja, vendar trud, ki smo ga dali noter, je kar zadovoljiv. Vina so se nekako kar pravo s kmetje zgrizla in so uravnovešena, tako da sicer izstopa še nekoliko kislina, vendar to bo čez zimo se nekako splahnelo in mislim, da bo letošnji pridelek prijeten. 3 strokovne komisije so ocenile 221 vzorcev vin, kar je manj kot prejšnja leta, a v skladu s slabšo letino, pravi Bukovec. Ker vina dobrega so mislim, da ni, vendar zdaj ugotavljamo, da približno je vsem enako vreme škodilo. Slaba letnika je bila in temu primeru tudi letošnji pridelek. Sicer pa so zaradi napak strokovne komisije izločile le 8% vzorcev vin, ki so jih prejeli v oceno. Te napake, ki so bile sedaj dane še v glavnem vse popravljati, ker to so majhni bekseri, majhna pač nečistoča in to bojo lahko kmete s tem vinogradniki, s tem, ko so dobili v tem tednu že pismeno, kaj je, se tudi popravlja, tako da vina bojo lahko tudi prva na razstavi kakršne koji drugi. Tokrat so podelili veliko bronastih in srebrnih priznanj ter 37 zlatih in 11 velikih zlatih. Prvaki sort so prejeli medalje, 4 vinogradniki pa šampionska priznanja. Stane Štricelj iz Omote za Belokranjca PTP, družina Hosner iz Ručetne vasi za Metliško črnino PTP, Franc Pašič iz Oskoršnice pa za Kraljevino, ki je prav tako avtohtono belokranjsko vino, zato želijo v Semiču spodbujati njegovo pridelavo. A letos ga bo manj kot lani, pravi Pašič, se je slabo vreme prepolovilo njihov celotni vinski pridelek. Je bo enkrat manj kot lani. Lani smo imeli 2500 litrov, letos pa 1500. Letos je res vreme tako nagajalo, da je preveč državlo. Pa malo smo predvsej mali trgar, ki je začelo gniti. Tudi Štricljevi, ki imajo v svoji kleti največ belokranjca, so pridelali manj vina kot lani. Samo letos je bilo izredno težko, mislim, to narediti to vino, ne. Ker je kislina je velika, sladkorji so bili bolj slabi in je bilo treba več pozornosti mu posvetiti, ne. Z dobrim delom vinogradu in v kleti pa se da tudi v slabih letnikih pridelati dobra vina in dobrih slaba. Odvisno od vinarjev, pravijo strokovnjaki. Družina Bahor iz Dragovanje vasi se je že drugo leto zapored razveselila priznanja šampion ocenjevanja, ki so ga letos prejeli za njihov renski Riesling, ki je prejel najvišjo oceno na tokratnem ocenjevanju mladih vin. Delamo izgleda dobro. Tako da lansko leto ni bila sreča, ampak da je to neko znanje, že z leti smo že tudi kar nekaj pridobili. Zdaj letošnjo leto za kakšna pol suha vina glih ni bilo najboljše, ampak smo ga naredili, no? In očitno so tudi dobre ocene, tako da mislim, da bo to šlo.
Bahorjevi pa sodijo med tiste redke vinogradnike, ki se lahko pohvalijo, da so letos pridelali več vina kot lani. Glejte, določene sorte smo mi imeli več, določene so nekaj isto, ampak povprečje je pa malenkost več kot lansko leto. Sicer pa se vsi dobitniki šampionskih priznanj strinjajo, da je bilo letos težko pridelati dobro vino, vendar z dobrim delom vinogradu in pravilnim kletarjenjem jim je to uspelo. Nikdar ne bom pozabil očeta svojega, ki vedno me je vabil, moj sin lepi pojva. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa smo prihranili prispevek, ki priča o tem, da je s trdim delom in vztrajnostjo možno marsikaj uresničiti, tudi velike cilje. To dokazuje samo petje Zradovićev pri Metliki, ki je osvojil naslov evropskega FFC prvaka v tajskem boksu v kategoriji K1. Sprejem so mu pripravili v prostorih Metliške kmetijske zadruge, ki je Petjetov sponzor in ga ves čas podpira na njegovi športni poti. Zato, ker je Metličan, ker je iz naših krajev, v fantu smo prepoznali na nek način potencial, prepričal nas je s svojo skromnostjo, iskrenostjo in zelo sem vesel, da smo se odločili prav. Samotova pot do evropskega prvaka seveda ni bila lahka. 7 let treniram, že aktivno, profesionalno se pa ukvarjam 4 leta s tem. Prej sem malo bolj amatersko tekmoval, tako da sem si nabral nekaj izkušenj, potem sem pa v profesionalne vode stopil. Zveni preprosto, vendar ni tako. Potrebno je bilo trdo delo, veliko odrekanj in treningov, pa tudi padcev in sponov. Prvo sem nastopil na ligah, med klubskimi tekmovanji, potem so pa prišli tudi sem hodil na mednarodna, pa na evropsko, na svetovno sem tudi nastopil, imel sem malo smole na svetovnem, sem se obrnil na profesionalne vode in to sem se najdel. Šampionskim naslovom in pasom se je Petje okitil v začetku oktobra, ko je v Ljubljani premagal izjemno težkega nasprotnika, Hrvata Teja Mikelića, in sicer s spektakularnim nokautom v prvi rundi. Z njim se je sicer pomeril že lani, ko je izgubil dvoboj. S tistim dvobojem nisem nič izgubil, sem se pa veliko naučil iz tega, velika izkušnja, tako da sem samo čakal povratni dvoboj in v tem primeru je bil še pas v igri, tako da sem imel velik motiv, da sem tudi, kot bi rekel, po domače maščujem. To je opravil več kot odlično, saj ga je premagal, kot pravijo poznavalci, spektakularnim nokautom v prvi rundi in osvojil želeni pas ter naslov evropskega prvaka. S tem naslovom sem si vsa moj trud, ki sem ga vložil v ta šport in se odrekel vsem kot ostali vrstniki, sem jaz s tem trud poplačal. Pa ne le to. Ta zmaga in naslov mu odpirata tudi nadaljne poti v tem športu, v katerem mu poznavalci borilnih športov napovedujejo zelo lepo prihodnost. Zdaj v moji karieri bo odločal moj menedžer, bivši menedžer od Mirka Filipovića, Orsat Zovko, zdaj je vse na njemu, na meni je samo, da treniram. Drugo leto ciljam že na to, da bi prišli med prve 4 na turnir, da bi se potoval za glori šampiona, nikamor se mi ne mudi, tako da bom šel korak po korak. Kljub veliki konkurenci v tem športu, pa v njegove nadaljne uspehe seveda verjame tudi njegov oče, ki ga je navdušil za borilni šport. Je velika konkurenca, ampak je on eden med temi, ki bi znal uspeti, ker ima v sebi nekaj, kaj drugi nimajo. In kakšne so očetove želje za sinovo prihodnost? Da bi uspel v tem športu, pa da ne bi poškodb imel, pa da se bi ukvarjal in da bi prenašal znanje na druge. Na sina je ponosna tudi mama, ki sicer težko gleda njegove borbe. Ko so tekme že končane,
pol že znam rezultat, pol mi ni težko posnetka pogledati. Res pa je, da sem že 2-krat v Ljubljani, letos, aprila in pa zdaj oktobra, ga v živo spremljala in lahko rečem, da tisti trenutek, ko je prišel v ring, točno, da pritisk naraste, srce bolj razbija, narejši bi ven pobegnila, ampak nekako vzdržati treba, tako tudi on mora tam noter vzdržati. Njemu je še teže, ker to je eden redkih športov, kjer ni važno samo sodelovati, bolj pomembno je zmagati, drugače so lahko rezultati boleči. Takšnih bolečih porazov in večjih poškodb doslej ni imel, je zadovoljna mama, ki upa, da bo tako tudi ostalo. Zadnjih 10 dvobojev sem vse končal v prvi, drugi rundi. Zato pa je pomembna fizična in psihična pripravljenost, spretnost in kanček sreče, pravi samo petje, ki ga zanima le vrh in naslov svetovnega prvaka. Po ocenah poznavalcev je s svojimi dosedanjimi borbami že dokazal, da se hitro razvija v svetovno zvezdo svoje kategorije. Seveda mu za njegove uspehe čestitamo tudi mi in želimo, da uresniči svoje sanje. Vam, dragi gledalke in gledalci, poželimo veselo martinovanje in vse dobro do ponovnega snidenja čez 14 dni. Srečno!